V oddaji Bravo nogomet tokrat predstavljamo klub iz dolenjske prestolnice, ki poskuša z vzgojo domačih nogometašev poseči po še višjih mestih v drugi slovenski nogometni ligi. V studiu nam je trenutni položaj nogometnega kluba Krka in izzive, s katerimi se spopadajo, predstavil generalni sekretar kluba Željko Hvalec. V tokratnih vrhuncih 28. kroga druge slovenske nogometne lige boste lahko med drugim videli, kako je nogometna šola Mura z zmago proti NK Tabor Sežana prišla do naslova prvaka druge lige. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prisrčno pozdravljeni v oddaji Bravo nogomet. Tudi tokrat bomo večino časa govorili o nekdanjem prvoligašu. In sicer nogometni klub Krka je stalnica v slovenskem nogometnem prostoru, zato je prav, da ga nekoliko pobližje spoznamo. Danes v studiu gostimo njihovega generalnega sekretarja, gospoda Željka Hvalca. Pozdravljeni. Nogometni klub Krka je edini klub v letošnji ligi, v drugi slovenski nogometni ligi, ki je premagal, sedaj že lahko rečemo, aktualnega prvaka Muro. Kako vam je to uspelo? Uspelo nam je zato, ker imamo kvaliteto in pa uspelo nam je, ker smo si želeli zmagati v danem trenutku boljše od sebe. To nam ni težko priznati. V začetku letošnjega prvenstva si nismo zadali ne vem kako smelih ciljev, bolj bi rekel vrstitev v zgornji del, zgornjo polovico lestvice. To je bil naš edini cilj. Sedaj zasedate 5. mesto, samo še 2 kroga sta do konca letošnje sezone, torej ste s to uvrstitvijo in z več kot 10 zmagami zadovoljni. Ja, lahko bi se reklo, smo zadovoljni, želimo pa obdržati 5. mesto in bomo to naredili vse, da nam to uspe. V letošnji sezoni je druga slovenska nogometna liga razširjena iz 10 na 16 klubov. Vi ste lani igrali v drugi slovenski nogometni ligi v tisti skrajšani oziroma manjši obliki. Kako vi gledate na to razširitev? Je ta korak v pravo smer? Ja, lahko bi rekel, da in tudi delim verjetno mnenje večine poznavalcev, da je bil ta razširitev lige zadetek v polno. Na koncu se je tudi pokazalo, da je liga pridobila na prepoznavnosti, ne samo medijsko, tudi razširila se je v več območij Slovenije, kjer zdaj spremljajo kvaliteten nogomet. Konec koncev se je to pokazalo tudi, če pogledamo tekmovanje v slovenskem pokalu, da sta se v bistvu 2 drugoligaša uvrstila med 8. Vi ste v pokalu igrali letos precej dobro. Ste si nadejali takšnih rezultatov v pokalnem tekmovanju? Seveda pokal Slovenija je bil v igri. Ne. Iskreno povedano, naša želja je bila čim bolj se predstaviti v slovenski nogometni sceni. Na koncu je spadlo tako, da smo celo prvoligaša premagali in se kar konkretno dobro upirali finalistu letošnjega tekmovanja v slovenskem pokalu. Ekipa Krke se je v januarskem prestopnem roku kar precej spremenila oziroma ste se kar precej ukrepili. Prišel je Kim Do-hyun, Žiga Kastrevec se je vrnil v vaš klub, prav tako Karlo Kešinović je novinec in Daniel Vujčić. Precej sprememb v tem prestopnem roku. Zakaj ste se odločili za takšen korak? V bistvu v zimskem prestopnem roku smo mi že gledali naprej. Želimo z ekipo, ki smo jo formirali zdaj in s katero tekmujemo in bomo še tekmovali do konca te sezone, nadaljevati, mogoče na katerih igralnih mestih se še okrepiti, ampak to ne bo velike fluktuacije igralcev. Res želimo samo tisto, kar res nujno potrebujemo. In
potem pa videti, za koliko bo to, za kakšen doseg bo to zadostovalo. V tem spomladanskem delu letošnje sezone imate v članski ekipi vsaj v 18-terici igralcev kar precej mladincev. Kar nekaj mladih nogometašev dobiva priložnosti. Oziroma je to razvoj, ki mu sledite, ali gledate nekoliko drugače na sestavo članske ekipe? Ne, v preteklosti moram reči, da smo se opekli in hkrati se tudi nekaj naučili. Naša strategija ali pa naša usmerjenost bo zdaj predvsem temeljila na razvoju lastnih igralcev. Čim več igralcev, ki so že bili del novomeške zgodbe, del Krkine zgodbe, želimo vrniti nazaj, v skladu s svojimi možnostmi. Zato smo zelo veseli, da se nam je Žiga Kastrevc priključil. Konec koncev tudi smo uspeli tam, kjer ne moremo z domačim kadrom zapolniti igralna mesta kvalitetno, se pač poslužujemo tako kot vsi. Pripeljemo tisto, kar rabimo od drugje. Zato je Vujčič, s katerim smo maksimalno zadovoljni, da je izpolnil vsa naša pričakovanja. Karlo Kišinović, ravno tako izkušen nogometaš. Posebna zgodba je pa Kim Do-hyun. No, o tem nekoliko več kasneje, zdaj pa si bomo pogledali prispevek o nogometnem klubu Krka, kako deluje celoten ustroj in na kakšen način privabijo največje dolenjske talente v Novo mesto. Za razvoj slovenskega nogometa bi bilo zagotovo pozitivno, da bi tudi Dolenjska imela stabilnega prvoligaša. Definitivno Novo mesto zasluži, glede na ekonomsko moč mesta, glede na število prebivalcev, glede da je Novo mesto centar regije. To bi res zaslužilo, samo manjka infrastruktura, res na tem stadionu se ni naredilo nič praktično že 30 let. Novo mesto rabi novi stadion, s novim stadion pride nova energija, navijači, vse. Ne moreš zgodbo prodati navijačem, če ne vlagaš nič. To je iluzorno pričakovati. Za nameček se lahko celo zgodi, da bodo v tej sezoni iz druščine najboljših slovenskih ekip izpadli tudi mladinci in kadeti. Vseeno ni tako vse črno, kot izgleda na prvi pogled. V Novem mestu namreč že postavljajo temelje prenovljene nogometne šole. Tega leta bomo ponovno ustanovili to otroško nogometno šolo, bomo sodelovali s vsemi šolami v Novem mestu in z klubi iz okolice. Kot vodja smo naredili določene spremembe v trenerskem kadru. Pripeljali smo kondicijskega trenera, ki do zdaj ni bilo. Pripeljali smo trenerja Vatarjo, ki tudi ni bilo. To pomeni, da nekako želimo nogometno šolo dvigniti na višji nivo. Na drugi strani so člani v tej sezoni dobro odigrali tekme proti najboljšim ekipam v ligi. Za vrhunski rezultat pa je seveda potrebno premagovati tudi moštva z dna lestvice. Vidi se še malo mladost in par igralcev je tudi novih prišel iz mladinskih ekip. Ampak jaz mislim za naprej, da se nimamo ničesar zabiti za prihodnost tega kluba. Jaz mislim, da je čisto realna pozicija tukaj, kjer smo. Tukaj smo se tudi zadali, nismo še v bistvu ni pripravljeni za prvo ligo. Vemo pa tudi, da smo dosti močni, da lahko konkuriramo z zelo dobrim ekipom v drugi ligi. Cilj je bil, da smo v prvem delu tablice in da selekcioniramo ekipo za naslednjo sezono. Bilo je dosta mladih igrača, smo napravili jedro ekipe in mislim sa 2-3 kvalitetna nogometaša, da se lahko borimo naslednjo sezono za sami vrh tablice. V najboljšem primeru bodo Dolenjci tekmovanje v drugi slovenski nogometni ligi zaključili na 5. mestu. Gospod Hvalec, pred prispevkom ste omenili južnega Korejca Kim Do-hyuna. Nam lahko predstavite zgodbo, kako se je Azijec znašel v dolenjski prestolnici? Ja, tukaj gre za
res en splet okoliščin, kako se je po našem mnenju res kvaliteten igralec znašel ravno pri nas. Njegova zgodba je tudi, rekel, lahko bi bila poučna za mlade nogometaše, ki stremijo k nogometnemu kruhu v tujini in kako včasih se ne gre vse po nekih želenih poteh. Kim je namreč prestopil oziroma prišel v Evropo z namenom, da bo igral v Grčiji in je preživel kar nekaj časa v grškem prvoligašu, ki pa zaradi finančnih težav ni mogel ga registrirati. Tako da je izgubil kar v jesenskem delu kar nekaj časa. Potem se je na silo registriral v nekem hrvaškem drugoligašu. Seveda so pa njegova ekipa je iskala moštvo, ki bi vseeno bilo kvalitetnejše in ki bi imelo višje ambicije. Tako da preko poznanstev je bil ponujen tudi nam. Bil je kar, moram reči, da smo ga preizkusili kar konkretno na parih tekmah. Na koncu smo se odločili, da je vreden, da se z njim podpiše, oziroma da se sklene dogovor vsaj za 2 leti, pa bomo pa videli, kako bo šlo naprej. Glede na to, da gre za relativno mladega nogometaša, glede na to, da je na povsem drugem koncu sveta in da prihaja iz povsem drugačne kulture, kako se je fant navadil na Slovenijo in na Dolenjsko? Ja, moram reči, da kakorkoli, da je bila ta njegova epizoda na Hrvaškem kot neka uvertura privajanja na naš način življenja. Tako da dejansko zelo hiter je najdel stične točke z našimi fanti in v bistvu nekih težav s prilagajanjem sploh pri njemu ni bilo. Prej ste omenili, da sestavljate že od januarja ekipo tudi za prihodnjo sezono. Kar precej drugoligaških klubov se predvsem naslanja na svoj lastni domači kader. Kakšne principe pa točno vi ubirate, da sestavite člansko ekipo? Če povem recimo izkušnje iz preteklosti, sploh po izpadu iz druge lige, mi smo dejansko dali možnost vsem izhodnim mladincem, torej igralcem, ki so zaključili z mladinskim stažem, da se priključijo članskemu moštvu in si poskusijo izboriti prostor pod soncem, rečeno po domače. Kdor je zadovoljil strokovne kriterije in tudi druge kriterije, da je zadovoljil trenerja in strokovni štab, mu je bila dana možnost. Kako pa je z razporeditvijo mladih in izkušenih nogometašev v članski ekipi? Vemo, oziroma praksa nam kaže, da je druga liga že tako močno tekmovanje, da s povsem mladimi, naprimer samimi izhodnimi mladinci, zelo težko igraš konstantno drugo slovensko nogometno ligo. Kako je po vašem mnenju najbolje sestaviti ekipo za ta nivo tekmovanja? Ja, zdajte, že druga liga je v letošnji sezoni pokazala, da gre za sila nepredvidljivo tekmovanje. Če pogledamo samo rezultate zgornjih 10 klubov, se je pokazalo, da praktično vsakega lahko premaga in vsak lahko z vsakim izgubi. Mogoče smo še mi najbolj eklatantni primer tega, kjer smo veliko točk izgubili ravno z klubi iz spodnjega dela lestvice, oziroma
To bi rekli, ne, s klubi, ki so na papirju slabši, ampak vedno igrišče pokaže tisto pravo kvaliteto. No, sedaj pa si pogledamo tekme 28. kroga oziroma njihove vrhunce. Gotovo gre izpostaviti dve tekmi, in sicer Mura Tabor Sežana, kjer je Mura prišla tudi teoretično do naslova druge slovenske nogometne lige, in pa zanimivo je bilo tudi v Radomljah, kjer smo spremljali vas klasiko med Radomljami in Dobom. Tukaj so vsi rezultati 28. kroga druge slovenske nogometne lige, tri zelo zanimive tekme. Radomlje Dob, vas klasiko je pripadal Radomljanom, s 3-0 so slavili, Drava je zmagala 6-0 proti že odpisanemu Vržeju, Mura pa je z domačo zmago proti Taborju iz Sežane s 3-0 potrdila naslov prvaka v drugi slovenski nogometni ligi. Že takoj na začetku tekme odlična akcija Murašev, in sicer odlična podaja Nina Koutra, v 3. minuti Matic Maruško pa se je v kazenskem prostoru Krašovcev znašel na pravem mestu in tako je Mura hitro povedla z 1-0. Že smo v 23. minuti in še enkrat je udaril Matic Maruško, odlična podaja v kazenski prostor in še drugič je bil v tem polčasu premagan gostujoči vratar. Še ena akcija, in sicer smo že v drugem polčasu, v 85. minuti pa je takole Žiga Kovs potrdil končno zmago Mure s 3-0 in s tem veselje v Murski Soboti, ko so slavili naslov prvaka druge slovenske nogometne lige. Zdaj pa smo že v športnem parku Radomlje, kjer smo videli lokalni derbi med Radomljami in Dobom. Prva tekma se je sicer končala v prid Dobljanov z 2-1, no takole pa so prvi gol dosegli domači nogometaši, in sicer Gal Primc je po odlični podaji z desne strani dosegel zadetek, tekla je 36. minuta, mi pa smo že pri najstrožji kazni, ki jo je uspešno izvedel Anel Hajrič in tako postavil rezultat polčasa, nato pa napaka v obrambi na koncu tekme, in sicer je do strela prišel Sandi Nuhanović in tako postavil končni rezultat prepričljivih 3-0 na vas klasiku za Radomlje. Sedaj pa smo se preselili na mestni stadion na Ptuj, kjer je Drava gostila Veržej. Veržej je bil pred tole tekmo v zelo kočljivem položaju, potrebovali so zmago, če so še želeli ohraniti upe za obstanek v drugi slovenski nogometni ligi. Drava pa se prav tako bori za drugo mesto in vstop v kvalifikacije za prvo ligo. Anže Kolar je dosegel svoj prvi gol, mi pa smo že v drugem polčasu. Luka Petek je poskrbel za izdatnejše vodstvo Drave, in sicer v 58. minuti je dosegel gol za 2-0. Zgolj 2 minuti zatem je Jaka Bizjak dosegel prvi zadetek na srečanju in Dravo popeljal v vodstvo že s 3-0. Zgolj 5 minut zatem pa so nogometaši Drave hitro povedli na 4-0. V 65. minuti je namreč David Lonzarič dosegel nov zadetek za izdatnejše vodstvo Drave. Jaka Bizjak je udaril še enkrat, in sicer v 69. minuti. V 10 minutah so torej nogometaši Drave dosegli kar 3 zadetke, 5-0 je bilo 20 minut pred koncem srečanja. Luka Šalamun pa je postavil končni rezultat, tekla je 78. minuta, 6-0 za Dravo, ki še ohranja upe za drugo mesto, ampak zagotovo bo zelo zahtevno glede na to, da se v naslednjem krogu merijo v gosteh pri Muri. No, sedaj pa smo se preselili na mestni stadion v Ravne na Koroškem, in sicer Fužina Ravne je gostil ljubljansko ekipo AŠK Bravo. Na koncu prvega polčasa so imeli domači nogometaši 11 metrovko, po mnenju glavnega sodnika Bukovca naj bi Oboka Agboj igral z roko v kazenskem prostoru, 11 metrovko pa je zanesljivo izvedel Ranko Moravac. Nato pa začetek drugega polčasa, takole lepa podaja Almina Kurtoviča v kazenski prostor, kjer je do žoge prišel najprej Haris Kadrić, gol pa je nato dosegel Domen Jugovar, praktično prvi stik žogo Domna Jugovarja, ki je prišel v igro v drugem polčasu, no čeprav je bil Bravo boljši v drugem delu igre, pa končni rezultat 1-1.
Nisem se še nič dotaknila mladinske šole nogometnega kluba Krka, pa me zanima, na kakšen način vi kot vodilni klub v regiji sodelujete z manjšimi klubi, ki prav tako želijo vzgojiti nogometaše in seveda dobiti nekako mesto pod svojim soncem. Ja, gledajte, zdaj v preteklosti, ko smo bili mi prvoligaši, smo bili še toliko bolj privlačni tudi za te mlade fante iz regije. Vzpostavili smo kar korektne odnose z sredinami v Beli krajini, Trebne, Kočevje, tako da iz teh sredin mi črpamo kar nekaj igralcev oziroma kar nekaj fantov prihaja k nam. Seveda imamo zelo močno srednjošolsko središče, s katerim sodelujemo maksimalno korektno, tako da so ti fantje, kar nekaj jih je seveda nameščenih v dijaških domovih, kjer imajo zelo dobre pogoje za razvoj ne samo na športnem, ampak tudi na izobraževalnem področju. Seveda nam predstavlja težavo, da te fantje vsi pridejo po končani 9-letki. Zelo malo jih pride že prej. Te pa imajo kar nekaj težav z prilagajanjem, ker moramo, če smo pošteni, predstavlja preskok iz lig MNZ oziroma iz lig medobčinskega tekmovanja na nivo države, za nekatere kar zajeten zalogaj. Rekel bi, da bomo poskušali v prihodnosti okrepiti svojo vlogo v regiji z še več vlaganja v ta mladinski pogon, ker smo tudi sami ugotovili, da brez močnega mladinskega pogona, če tudi članov ne moreš imeti, ne vem, kako uspešnih. No, sedaj pa si pogledamo še drugi del vrhuncev 28. kroga druge slovenske nogometne lige. Drugi del pregleda vrhunce 28. kroga začenjamo na športnem parku Zalica v Kranju, kjer je domača ekipa gostila Krko. Krka je takole v dobrem nizu rezultatov in že v prvem polčasu so imeli lepo priložnost. Dino Cvrtila je dosegel gol iz 11 metrovke v 10 minuti, no tudi v nadaljevanju tegale obračuna pa je bila Krka boljša. Že v 19 minuti je na 2-0 za Novomeščane rezultat povišal Daniel Vujčič. Sedaj pa smo pri novi akciji. Prvi za domačo ekipo Blaž Poljanec se je najbolje znašel na robu kazenskega prostora in tako prestregel žogo in znižal rezultat na 1-2. V 31 minuti pa smo videli zadnji gol na srečanju. Krka pa je zabeležila novo prvenstveno zmago. No, sedaj pa smo se preselili v športni park v Lendavu, kjer se je Nafta merila proti Brežicam. Tako na začetku srečanja so imeli lepe priložnosti nogometaši Nafte, vendar do prvega gola so prišli šele v 56 minuti, ko je Stepan Oštrek dosegel gol z 11 metrovke. Nato pa čudovita akcija Brežičanov. Žiga Jurečič je odlično vtekel v kazenski prostor, nato pa dosegel gol po dveh odbitkih. Florian Radoha ni bil kos temu strelu, nato pa smo že v 73 minuti, ko so naftaši znova povedli. Mitja Novinič je po podaji iz kota bil najvišji v kazenskem prostoru in popeljal Nafto v vodstvo z 2-1. Nato pa nekaj smole v zaključku srečanja. Tekla je 93. minuta, ko je Marko Kuntarič postavil končni rezultat 2-2. Nafta pa je izgubila 2 pomembni točki za boj za drugo mesto. Sedaj pa smo že v Ljubljani in sicer na stadionu Ilirije, kjer je domača ekipa gostila Jadran Dekani. Primorci so spomladi v nekoliko slabši formi, ampak so bolje začeli srečanje, povedli v 30 minuti 1-0 in sicer Miha Vidmar je gol dosegel v lastno mrežo.
vendar na to odlična predstava Ilirjanov. V nadaljevanju Matevž Fortin je v zaključku prvega polčasa rezultat izenačil na 1-1. Sedaj pa smo že v drugem polčasu, ko je glavni sodnik srečanja David Šmejc dosodil 11 metrovko za Dekane, ki so preko Marka Krivičiča povedli na 2-1. Vendar v nadaljevanju drugega polčasa so prevladovali Ilirjani in dosegli izenačenje. V 73 minuti Žiga Vidic je bil strelec za Ilirijo, na to pa nova akcija v 86 minuti in Ilirija je prvič na srečanju vodila, na 3-2 je rezultat postavil Miha Vidmar. In še zadnja priložnost na tekmi za domačo Ilirijo, 11 metrov, ko je izvedel Mustafa Nukić in postavil končni rezultat Ilirija Dekani 4-2. Sedaj pa smo se preselili v Rogaško Slatino, kjer je Rogaška v boju za obstanek v drugi ligi gostila Brda. Varovanci Tončija Žlogarja so v drugem delu sezone v precej boljši formi in izkoristili so napako na sredini igrišča pri domači ekipi in tako je edini gol na srečanju dosegel Miha Simčič Zuljan in tako poskrbel za nove 3 točke ekipe iz Brd v 63 minuti 1-0 za Brda. Sedaj pa še končna lestvica 28. kroga. Mura je potrdila zmago v drugi slovenski nogometni ligi. 9 točk imajo prednosti pred Dravo, Nafta pa se še vedno prav zdravo bori za drugo mesto. Veržej je že izpadel, v boju za obstanek pa so Fužinar, Rogaška in Zarica. Gospod Hvalec, vemo, da vsak urejen klub potrebuje tudi urejene finance. Vi imate svojega generalnega pokrovitelja, ki ga nosite tudi v imenu, torej Krko, pa me zanima, na kakšen način poteka to sodelovanje med nogometnim klubom in pa farmacevtsko družbo Krka. Ja, jaz bi se ob tej priložnosti najprej zahvalil našemu generalnemu sponzorju Krki, brez katerega dejansko nogomet na tej ravni ne bi obstojal v Novem mestu. Pa verjetno še kakšen drug šport tudi ne. Sodelovanje med nami temelji na sponzorski pogodbi, ki je zelo, ja moram reči, kar zelo napisana eksplicitno. Imamo veliko obveznosti, kjer moramo zasledovati absolutno zahteve sponzorja. Te zahteve pa niso zgolj vezane na rezultate, ampak na pozitivno predstavitev najuspešnejšega slovenskega podjetja. Torej, klub mora delovati absolutno brez kakršnih koli afer. Zato smo k temu zavezani z dolžnim spoštovanjem vseh ne bi rekel samo črtic napisanih v pogodbi, ampak z spremljanjem, kaj ta podjetje, kaj želi nasplošno doseči, kakšna je njihov pomen ne samo za Dolenjsko in Belo krajino, za Slovenijo. Čisto po domače rečeno moramo biti predstavniki, na katere ali pa moramo predstavljati Krko, na katero so tudi oni ponosni. A se v vašem proračunu pozna to, da je vaš generalni sponzor tudi sponzor preostalim športnim kolektivom? Torej Krka vlaga tudi v ostale športe? Ja, seveda. Krka, mislim, da je naziv ali pa naziv kluba Krka nosi 26 kolektivov v Novem mestu. Torej, že to pove, da gre za podjetje z široko družbeno odgovornostjo
da niso stavili, rekel sem, na enega konja, ne, da spodbujajo, rekel, zdrav duh v zdravem telesu, široko ukvarjanje s športom. Tako da njihov namen, sigurno jaz mislim, da je s tem, ko sponzorirajo nas, dosežen. Sigurno je, da bi si vsi, tako vsak športnik ima ambicije priti visoko, višje, najvišje. Ne. Zdaj, realnost je pač takšna, kakršna je. Ne moramo biti sebični, lahko pa si želimo več, to pa ni prepovedano. Ne. Ko smo že pri želeti več, pa me zanima za konec, kakšni so vaši cilji in želje za prihodnjo sezono, glede na to, da je tele 2017-2018 že skoraj na konec. Ja, tudi sami se ukvarjamo s koncem sezone, tudi s tem, kaj v naslednji sezoni. Sigurno naše ambicije bojo najmanj biti boljši kot v letošnji sezoni. Ekipa je dobra, bomo videli, kam nas bo to poneslo. Gospod Željko Hvalec, hvala lepa za vaše odgovore in za čas, ki ste si ga vzeli, da ste prišli v naš studio. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, mi pa si bomo za konec današnje oddaje ogledali še nekaj zanimivosti iz družabnih omrežij. Prihodnji teden pa bomo znova skupaj v oddaji Bravo nogomet. Nasvidenje. Kar se je pričakovalo že dalj časa, je sedaj postalo tudi teoretično jasno. Nogometna šola Mura je postala prvakinja druge slovenske lige za sezono 2017-2018. Kljub temu, da smo v zaključku letošnje sezone, pa so na Ptuju dejavni na več področjih. Tudi med navijači, ki so ustanovili novo navijaško skupino z imenom Poetovio Ultras. Pred lokalnim derbijem Vas Klasiko se je članska ekipa NK Radomlje s plemenito potezo spomnila na poškodovana igralca Ernesta Grvalo in Igorja Barukčiča.